Jaz, ko sem bil že majhen, sem razmišljal o tehnologiji in sem videl, kje v bistvu se te stvari razvijajo. In sem si želel iti tja, kjer lahko take stvari naredim in uresničim in jih mogoče pripeljem nazaj. Mislim, Slovenija v osnovi ima pridne in pametne ljudi, ne? Tako da Amerika je pač malo večja, ne? In ko si enkrat v enem večjem ribniku, lahko ujameš večje ribe. Po drugi strani pa na začetku so vse ribe majhne, ne? Tako da v bistvu odraščati v Sloveniji ni tako slabo. In iščemo en tak kompromis, ne? Pač Amerika in še posebej New York sta kraja, kamor pridejo ljudje z celega sveta. Ne za celo življenje, ampak za nekaj časa, da lahko uresničijo nekatere svoje projekte, svoje ideje. In potem nekaterim uspe, nekaterim ne, ampak še zmeraj potem nesejo nazaj svoje izkušnje, svoje znanje, svoje kontakte. In tudi takrat, ko so tam, na nek način predstavijo neko deželo, neko kulturo drugim ljudem. In so na ta način neke vrste ambasadorji. V Ameriki so recimo podjetniki, so ljudje, ki pač postavljajo podjetja, ki vodijo podjetja, so spoštovani in cenjeni. V Sloveniji pa je en tak skepticizem do takih ljudi. Po moje popolnoma neupravičeno. Ja, popolnoma neupravičeno, ker dejansko službe ne pridejo od države, službe pridejo skozi podjetja, ker se nekaj ustvarja, ker se nekaj prodaja, ker se nekaj izvaža. In ta način razmišljanja, da mora država za vse poskrbeti, razumem, da politiki lahko tekmujejo v tem, da ponujajo, kaj bojo več naredili, ko bojo pač imeli oblast, ampak država pod sabo ima v bistvu nek ekosistem podjetij, podjetnikov, ki pač te stvari ustvarjajo, prodajajo in pač plačujejo davke in na ta način financirajo državo. In če država postane prevelika, potem začne umirati tisti podjetniški del. In potem, če država velika, potem poskuša še bolj obremeniti še manjši in krčeči se podjetniški sektor. Tako da potem taki sistemi propadajo. Zdaj imamo recimo priliko gledati, kaj se dogaja z Venezuelo. Pred leti smo gledali, kaj se dogaja to pri nas. Torej ta ideja vseobsegajoče države se ponavadi ne konča dobro. Je ogromno primerov. Države ponavadi umrejo tako, da so prevelike, ne da so premajhne. Slovenija mora biti na nek način konkurenčna, ne? Kot bivalno okolje je vsekakor konkurenčna, ampak ni pa konkurenčna s tem, da če si tukaj, si precej daleč od vseh ostalih, ki delajo, ki ustvarjajo. Nimaš dostopa do kapitala. Težava je tudi v dostopu do trga. Tako da, če tudi je tukaj prijetno okolje, ne moreš dejansko prodosti narediti, če nimaš zelo močnih vezi s tujino. In zato, da te vezi postaviš, moraš biti tam nekaj časa. In zato, da lahko te vezi ohraniš, ko si tukaj, rabiš še zmeraj neko okolje, ki bo pač podpiralo to delo. Ne? Se pravi, neka oblast, ki razume, ne, da na ta način pridejo priložnosti, na ta način pride denar, na ta način pridejo službe, bo potem zaščitila in zagovarjala ta del družbe. Ni tako. Težava je v tem, da zdaj je minilo že 70 let od nekako socialističnih časov, ko so ljudje bežali, ker dejansko niso imeli tukaj pač priložnosti, ker je vse nekako bilo vodeno preko politike. In ja, nekaterim je vsekakor bilo pod tem sistemom zelo dobro, še posebej tistim, ki so bili na oblasti. Ampak ljudje, povprečni ljudje so bili pa na veliko slabšem in zaradi tega je potem tudi prišlo do tega, da se je režim spremenil. Ampak tukaj se mi zdi, da gremo skozi cikle. Ne? Nekaj se naučimo in potem to pozabimo. In mogoče se bo ta cikel spet ponovil. Ampak recept je znan. Ne? Dejansko takrat, kadar pogoji za neko podjetništvo niso
dovolj dobri, potem se tisti, ki pač to počnemo, se pač moramo umakniti. Moje delo zahteva toliko časa, da če tudi bi si želel vzdrževati te stike, predosti ne morem. Tako da mogoče kdaj kasneje. Sicer pa, kaj je Platon enkrat rekel, ne, da med 20 in 30 se dokazuješ, med 30 in 50 služiš družbi, med 50 in 60 vladaš, po 60 je pa čas za filozofijo, tako da mogoče takrat. No, ljudje se družimo. Se mi zdi, da vsak, ki pač pride iz Slovenije, takrat, ko je proč od ostalih, si želi malo stika z domovino. In kar je zanimivo, da nas je toliko malo v New Yorku, da se lahko zberemo v enem prostoru vsi. In je eno tako zanimivo presečišče družbe. Naprimer, v Sloveniji je zelo enostavno ostati v krogu družine ali pa ostati v krogu sodelavcev ali pa v krogu iste branže. Medtem ko tam, dejansko je presek cele družbe. Na enem mestu se zberajo znanstveniki, umetniki, potem se zberajo zdravniki in odvetniki in profesori in duhovniki. Vse skupaj pridemo skupaj, ne, kot družba, in na ta način imaš en tak občutek, da boljše razumeš celoten sistem, kot bi ga, če bi recimo bil tukaj. No, se mi zdi, da vsak od nas ima različne stvari, ne. Po mojem, tisto, kar je najtežje, je biti proč od družine. Biti proč od recimo enega takega obdobja, ne, ko pač New York je mesto, kjer relativno malo ljudi res ima neko hišo, neko lastnino, ne. Večina ljudi pač živi v nekih stanovanjih, kjer se treba relativno pogosto seliti, ker se najemnine ves čas povečujejo. In ne dobiš nujno takega občutka, da je to res dom, ne. V bistvu si kot v enem takem študentskem domu, ko si v New Yorku. In tudi občutek je približno tak. Mislim, da imamo eno kulturo, ki v bistvu že sami premalo cenimo, ne? Ampak takrat, ko jo primerjamo z drugimi, bi mogoče lahko spoznali, da v bistvu je tukaj marsikatera kvaliteta. Imamo eno tako kulturo, ne vem, pridnosti, delovnosti, odgovornosti, kjer si v bistvu skoraj ne damo miru, ne, ker zmeraj hočemo sami od sebe pa od svojih bližnjih še več. In na tak način mogoče lahko marsikaj naredimo, ne samo za sebe, ampak tudi za svet. Po drugi strani pa bi se mogoče lahko tudi naučili tega, da je pomembno sodelovati, da je pomembno nekako iskati nek mir v družbi in ne sam konflikt, da je v bistvu en tak zelo velik svet in da Slovenija kot kultura lahko preživi, če bomo ljudje delali skupaj, če bomo poskušali biti konstruktivni, ne, in poskušali nekako združevati, za razliko od tega, da razbijemo. Najslabša možnost, ki je to, da imamo neko tekmovalnost znotraj države, namesto da bi imeli tekmovalnost med Slovenijo in pač preostalim svetom, ne, kjer ta tekmovalnost nam pač lahko pomaga nekaj skupaj ustvariti, ne, kjer si pač pomagamo za razliko tega, da bi si jemali. Tako da ta način razmišljanja tega tekmovanja s sosedom je v bistvu zelo, zelo nevarno. V bistvu bi mogli tekmovati s sosedi mogoče čez mejo. Slovenija predvsem prepoznavna kot neka turistična destinacija. Po mojem imamo, saj seveda v nekih krogih bojo ljudje vedeli, ampak po moje je to, da je to ena relativno lepa dežela, ki relativno dobro funkcionira, ki je varna,
To nam mogoče še največ lahko pomaga. Zdaj, tukaj se je treba vprašati, odkot ljudje vedo, naprimer, za Francijo ali pa Italijo. Pač vedo mogoče tudi preko kulinarike. Pač vsaka italijanska restauracija je na nek način tudi kulturna ambasada. Dvomim, da se bo kateri Američan, ki nima slovenskih korenin, hotel učiti slovenščino kar tako. Mislim, so nekateri, ampak to je dosti redko. In način, kako sami pojmujemo slovensko kulturo, skozi literaturo in poezijo, ni mogoče najboljši način, da slovensko kulturo pokažemo drugim. Moramo najti neke take stvari, ki jih lahko vsak slehernik nekako užije. Tako da, mogoče dobro malo širše gledati, kaj so stvari, ne ki jih sami cenimo pri sebi, ampak ki jih lahko nekdo, ki mu to pokažemo, zna ceniti v par minutah.